Matjaž, zakaj pa se splača recimo sodelovati na takih tekmovanjih? Ko se začneš pripravljati na tekmovanje, recimo neko osnovno znanje imaš. Potem, ko se začneš pripravljati na tekmovanje, začneš razmišljati tudi drugače. To se pravi sama postavitev, kako boš v bistvu tehnično rešil določene stvari. In takrat začneš dobivati čist drugo inspiracijo in začneš pogledati tudi na druge stvari, tehnične stvari, ki jih moraš pač rešiti, ki ti jih tekmovanje nalaga. Zdaj, ko si najboljši avtomehanik med cvetličarji, je zate še izziv tekmovati? Je, ker pač, kot sem že prej rekel enkrat, vedno iščemo neke nove stvari, da se izpopolnjuješ, vedno je kaj novega, vedno je pač hočeš doseči čim več, mislim čim več, taki smo pač ljudje, razen nekaterih, ki se uležejo pač ležerno naprej. Je pa tako, da te mlade cvetličarje, v bistvu moramo spodbujati za ta tekmovanja, za te stvari, zaradi tega, da neka, bi rekel, kvaliteta cvetličarskega poklica ali pa drugih poklicov raste. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 147 prostih delovnih mest za poklic cvetličar. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 67 cvetličarjev. In nenazadnje, cvetje je pot do srca. Vam povem, kaj si jaz mislim vsem skupaj. Biti cvetličar, to je super. Če si fant, potem te navdušujejo obiski številnih žensk, za katere se itak ve, da so nore na rože. In potem te takole fascinirajo, gledajo pod prste, kaj lepega ustvarjaš za njih. Cvetličarke pa so navdušene, kadar pridejo kaj kupiti moški. In takrat jim zagotovo namignejo, da rože odpirajo vsa vrata.